Mislim, da lahko začnemo. Um, skratka, še enkrat en lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Veronika Vodlan, prihajam iz Canavosa in danes bom z vami tukaj, da pogledamo in predstavimo, kdo bo, kakšna je pravila za javni poziv za hitri odziv. Skratka, dobrodošli na infodelavnici, kjer se bomo pogovorili vse, kar morate vedeti o tem hitrem pozivu. Mislim, da sicer marsikaj zdaj že veste, tudi zaradi tega, ker so stvari takšne, da smo imeli že. Mislim, da ste se zdaj že malo navadili na to, kaj hitri odzivi in tako naprej, ampak bomo šli vseeno zelo počasi in po vrsti. To je prvi razpis iz programa Civil Society Fund, pa da se najprej pomenimo sploh, kaj to je. Ok. Skratka, Civil Society Fund Slovenija je v bistvu tisto, kar ste prej poznali kot Active Citizens Fund, še prej kot sklad za nevladne organizacije, norveški sklad za nevladne organizacije in tako naprej. Dostikrat pa se o tem pogovarjamo kot o sredstvih Norveške, ki jih nameni za Slovenijo. Čeprav ni samo Norveška tista, ki podpira ta sklad, poleg Norveške so zraven še Islandija in Liechtenstein, ampak je pa res, da je večina, da je Norveška pri tem pač glavna donatorica, no, da večina sredstev prihaja z njihove strani, pa kljub samo ne smemo pozabiti tudi na obe ostali državi, ki zraven prispevate za to, da mi lahko dajemo razpise, vi pa lahko izvajate projekte. Evo. Zdaj za Slovenijo je v okviru Civil Society Funda namenjenih dobrih 4,5 milijona evrov. Vse, kar gre za regranting, skratka, kar bomo razdelili prek različnih razpisov nevladnim organizacijam, je pa znese 3,6 milijona evrov. Kdo smo? Zavod Dobra družba je konzorcijski partner znotraj programa. Oni so na novo, tako da smo super veseli, da jih imamo zraven. Poleg tega je zavod PIP, nekatere od njih so danes tudi z nami. PIP iz Maribora je bil tudi že pri Active Citizens Fundu vključen, tako da mislim, da marsikdo od vas je z njimi že delal in jih tudi poznate. In pa na Canavosu, kjer bomo za vas skrbele Emilija, Vanja in pa jaz. Ampak bo še veliko priložnosti za to, da se bomo spoznali v vsem tem času. Samo to, da veste, da to so v bistvu vse tri organizacije, na katere se lahko kadarkoli obrnete z dodatnimi vprašanji, s kakšnimi prošnjami za svetovanje ali pa za neko pomoč pri oblikovanju vaših projektov oziroma akcij. Zdaj prednostna področja tukaj so celotnega programa za Civil Society Fund. Malo bomo šli še čisto od začetka tudi o tem, kaj sploh je Civil Society Fund, zato ker vam bo potem pač to lažje vključiti v same akcije, tudi v same vaše projekte, pa pač v ta poziv naprej. Pa zaradi tega, ker je še vseeno pač, ker ga zdaj štartamo na novo, pa mogoče še ni nekje pa vseh v glavi, kaj zares se tukaj podpira in dogaja, pa hkrati zato, ker je to pač načeloma zapisano v tistem prvem delu razpisne, oziroma v tem primeru pozivne dokumentacije, ki jo tako z veseljem preskočite in ne preberete, da bomo to na delavnici vseeno povedali. Skratka, imamo 6 prednostnih področij, ki jih podpira sklad, in to velja pač potem pravzaprav za vse pozive, za vse razpise, ki bodo znotraj tega sklada organizirani. Lahko so potem pri posameznem pozivu, razpisu, posamezna področja pač bolj izpostavljena ali pa manj izpostavljena, ampak še vedno so pa to vedno ta temeljna področja, na katerih se iščejo projekti. In sicer govorimo o demokratičnih vrednotah, participaciji državljanov, verodostojnosti informacij in pa medijski pismenosti. Govorimo o vključevanju civilne družbe v demokratične procese
na kakršen koli pač način že, tukaj lahko res veliko različnih stvari pride noter. Govorimo o človekovih pravicah, boju proti diskriminaciji in pa socialni pravičnosti. Govorimo o enakosti spolov, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem, govorimo o pravicah LGBT oseb in drugih manjšin. In pa še zelo pomembno področje je tudi podnebno ukrepanje, varstvo okolja, pravični zeleni prehod, skratka vse, kar se nanaša na okolje praktično. In pa še zadnji del, ki je pa namenjen pravzaprav zagotavljanju dobrega okolja za delovanje civilne družbe in pa tudi čist direktna podpora posameznim organizacijam, zato da so pač bolj stabilne, zato da so pač bolj razvite, zato da lažje delajo to, kar ne bi delale. Tako da to je 6 temeljnih področji, ki veljajo pravzaprav pač čez celoten program. Sem že rekla, pač ja, lahko so posamezni deli, kadar so neke stvari bolj naglašene, kakšne stvari manj naglašene, ampak še vedno je pa to tisto, kar velja za program kot tak. Zakaj ravno ta področja? Zaradi tega, ker so to pač tista, ki so najbolj ključna za to, da se doseže splošni cilj, ki je določen na ravni programa, ne samo za Slovenijo, ampak v bistvu za vse države, ki so pač upravičeni do teh sredstev, skratka za vseh 15 držav, ki sodelujejo v programu. Ta cilj je pa živahna, odporna civilna družba, ki ščiti in spodbuja demokracijo, vladavino prava in človekove pravice. To je tisto, kar so si pač tudi v bistvu naši financerji, donatorji, torej pač te 3 države, Norveška, Islandija pa Liechtenstein, zadale za cilj, zakaj želijo pač sploh, oziroma zakaj so podprle, vzpostavile Civil Society Fund, zato da bi lahko prišli do živahne in odporne civilne družbe, ki bi lahko ščitila in spodbujala demokracijo, vladavino prava in človekove pravice. Tako da to, jaz verjamem, da je to pač malo tako dolgočasno in da to je nekaj, s čimer se dostikrat ne ukvarjate, ampak to je tisto, kar pa zares morate imeti konstantno v glavi, če želite, da bodo vaši projekti in pa akcije uspešne. Zaradi tega, ker vse, karkoli boste prijavljali, mora naslavljati tudi ta cilj. Seveda ne čist direktno, ne boste govorili o vseh teh stvareh, ne morete reči, da samo zato, ker boste vi zdaj eno akcijo izpeljali, se bo to zgodilo. Ampak ne, to, kar pa je to, da skupek vseh akcij, pa skupek vseh projektov, ki jih bomo prek sklada podprli, pa naj bo prispeval k temu, da pač dobimo, da dosežemo ta splošni cilj. Tako da zato, čeprav je pač to tam nekje gor, pa se vam zdi, da nima nobene veze z vašimi akcijami, morate imeti še vseeno v glavi, da je to tisto, kar pač, čemur pač služi sklad kot tak, in to je tisto, čemur ne bi pač na kot nek končni učinek oziroma impact prispevali tudi pač projekti, ki jih boste vi prijavljali. Tako da imejte vseeno te stvari pač malo v glavi. Boste videli tudi, da pač potem so nekako preko rezultatskega okvira so pač potem določeni tudi 3 glavni rezultati oziroma pač outcomi, in sicer okrepljene demokratične vrednote in pravna država, okrepljene človekove pravice, pa okrepljene nevladne organizacije, ki spodbujajo demokracijo, pravno državo in pa človekove pravice. In to so potem ti 3 glavni rezultati, za katere boste mogli vi nekako povedati, kako se zdaj vaše akcije, vaši projekti pač tudi jih dotikajo oziroma so z njimi povezani, kako jih pomagajo uresničevati, ampak do tega še pridemo potem pri samem pozivu. Okej, zdaj pa smo že tudi tako pri tisti najbolj zanimivi stvari za vas dostikrat. Kaj bomo podprli v okviru oziroma kako bomo sredstva razdeljevali. Mogoče je marsikdo med vami to že slišal tudi na otvoritvenem dogodku ali pa si mogoče prebral na naši spletni strani oziroma na spletni strani programa, ampak nič hudega, bomo še enkrat ponovili, samo na hitro, zato da imate malo v glavi. Prvi je že odprt, to je infodelavnica ravno za tega, skratka poziv za hitri odziv, vse o njemu boste izvedeli v nadaljevanju. Potem bomo imeli razpis za organizacijsko podporo, ki bo objavljen še pred poletjem. Tukaj gre pač za
to širšo podporo delovanju organizacij. Iz prejšnjega obdobja se lahko spomnite razpis za institucionalno podporo, praktično zelo podobna zadeva. Potem bomo imeli te klasične razpise za srednje pa velike projekte, mislim, da tega ste tudi že vajeni, in jih že poznate iz prejšnjih obdobij. Sledil bo poziv za krepitev zmogljivosti, skratka neka sredstva, s katerimi lahko organizacije ukrepijo same sebe, in pa še na koncu razpis za male projekte nekje v začetku 2028. To pa tudi mislim, da že dosti dobro poznate. Skratka, nekako smo se trudili, da bi bilo nekaj za vsakega, zato da lahko v bistvu podpremo različne vrste organizacij, pa tudi različne vrste projektov. Ok, zdaj pa smo prišli do tega pravega javnega poziva za hitri odziv in same vsebine in vseh tehničnih informacij. Pa pejmo lepo po vrsti. Skratka, imamo, poziv je že odprt je od 1. maja dalje. Verjamem in upam, da ga nobeden 1. maja ni opazil, ampak v bistvu smo ga takrat odprli zaradi tega, da lahko teče ta čas, ko lahko vi pripravljate projekte oziroma pripravljate akcije, pripravljate ideje, pa se še ne morete prijaviti, zaradi tega, ker mora vmes miniti vsaj 30 dni, zato da imajo vse organizacije bolj kot ne enako možnost, da se na to pripravijo. Ampak po drugi strani pa zares tukaj ta rok za prijavo ni tako ključen, ali pa vsaj ne bi smel biti ključen, zaradi tega, ker je namen poziva to, da se podpre neke hitre stvari, neke stvari, ki se jih ne da predvideti vnaprej, kar pomeni, da tudi če ne, je to odprto že pol leta, se je treba prijaviti takrat, ko se neka stvar zgodi, ne pa da pač se prijavi vnaprej, pa mogoče nekaj bo. Ampak vseeno, skratka, prve prijave lahko dobimo oziroma jih lahko date že 1.6. od 3 popoldne dalje. Zakaj od 3 popoldne dalje? Zato, da ne bi rabili kakšen vstajati sredi noči in ob polnoči ali pa minuto čez polnoč oddajati prijave, kakor se nam je zgodilo v prejšnjem razpisu, pa smo dali zdaj tam nekje sredi dneva, da bo mogoče vsem skupaj majčkeno lažje. Vse skupaj imamo na voljo 300 000 evrov, kar ni malo, glede na to, da pač govorimo tukaj o projektih, ki so med 1000 in 10 000 evrov. In glede na to, da govorimo o nekih stvarih, ki se nanašajo na neko urgentno akcijo, a ne. Tako da jaz mislim, da ni nobene potrebe po tem, da se vsi zapodite zdaj 1.6. in ob 15.01 vsi oddajate kot besni vaše prijave, ker je sredstvo več kot zadosti za to, da boste prišli vsi tisti na vrsto, ki dejansko imate pač neko urgentno akcijo, nekaj urgentnega, kar je treba pač narediti. Je pa sistem, to še vedno je enako kakor pri vseh dozdajšnjih pozivih, prvi pride, prvi melje. Skratka, podprli bomo vse akcije, ki bodo izpolnjevale pač te osnovne pogoje, oziroma ki bodo pač po kriterijih pač šle skozi kot dovolj kvalitetne, da se jih lahko podpre. In pač podprli jih bomo vse, dokler pač so sredstva na voljo, oziroma pač najkasneje do konca 2030. Ampak verjamem, da bo to vseeno že malo prej bilo porabljeno. Sproti bomo obveščali, kakšno je stanje, koliko smo jih že podprli, koliko sredstev je še na voljo, tako da boste lahko vedno vedeli, ali je še smiselno pač pisati prijavo, ali pa v bistvu, ne vem, je mogoče vsega skupaj že konec, ker so to sredstva, ki jih rabimo za urgentna zdravljenja, recimo temu tako, oziroma ki jih rabimo zelo hitro, smo se zavezali, da boste vedno dobili odgovore v 14 dneh potem, ko boste oddali pač popolno prijavo. In mi bomo res se potrudili, da bo to držalo, zato da lahko res pač odgovorite na pritiske, odgovorite na priložnosti takrat, ko se dogajajo, ne pa z zamikom pol leta. In temu je to pač, je ta poziv namenjen. Spet, glede na to, da gre za neke hitre akcije, običajno to tudi pomeni, da je ne samo hitro treba odreagirati, ampak da se največkrat to tudi, ne vem, zelo intenzivne zadeve, ki se dogajajo relativno kratek čas, zato se tukaj podpira akcije, ki trajajo od 1 do 12 mesecev.
Um, In je pač potem čisto odvisno od tega, zares, kaj boste prijavili, koliko časa to traja. Te 12 mesecev je ponovadi takrat, kadar se odzivate na kakšno zakonodajno spremembo, pa na kakšne predloge zakonov, pa tako naprej, pa je lahko to trajanje kaj več. Če gre pa za nek feedback na napade, neko kampanjo, nek odgovor, neko krizno komuniciranje, smo imeli pa tudi že zelo kratke projekte, tako da, oziroma akcije. Tako da tle nekje se najdete, pa potem pač se vidi, do kje se je prišlo, pa se lahko potem tudi še nadaljuje, če bi bilo potrebno. Več o tem večkrat kasneje. Možnost je seveda 100% financiranja, skratka za toliko sredstev, za kolikor zaprosite, toliko jih boste tudi dobili, ampak, z velikim ampak, če boste dosegli tiste rezultate, ki ste jih navedli v prijavi oziroma ki so bili na koncu dogovorjeni in zapisani v pogodbo. Tukaj je ena zelo pomembna zadeva, ki jo moramo pač izpostaviti. Pravila CSF sklada nam ne omogočajo, da bi imeli enak pristop, kot ga imamo recimo pri programu Impact for Values, kjer vam lahko kljub s temu, da ne vem, kakšen rezultat ne dosežete, pa če to ni bila vaša krivda, ne, ali pa če ste vi vse naredili, vse, kar je bilo možno za to, da bi šli rezultate dosegli, vam lahko še vedno pač v celoti izplačamo donacijo. Tukaj nažalost ne. Tukaj pravila govorijo o tem, da morate rezultate doseči v celoti, tudi če vam čisto malo zmanjka, ne boste upravičeni do tistega zneska, ki je bil namenjen za ta rezultat. Tako da tukaj je treba biti majčkeno bolj previden, pa malo bolj pameten, ko se zadajamo te rezultate. Gremo mogoče malo bolj na ziher, pa hkrati je smiselno, da se jih malo bolj deli tudi pri teh relativno majhnih donacijah od 1000 do 10 000 evrov, da ne gre vse na en rezultat, zato da pač malo porazdelite to tveganje. To je mogoče pač ena stvar, ki jo je fino imeti v glavi, ko boste pač pisali prijavnice, ko boste izpolnjevali finančni načrt, da probate te stvari razdeliti. Ampak tudi zdaj bomo pač ohranili ta pristop, kot smo ga imeli pač že prej, da mi, preden se v bistvu rezultati finalizirajo, preden se zneski finalizirajo, gremo še enkrat čez finančne načrte, gremo še enkrat čez rezultate, kot ste jih opredelili v prijavnici, jih probamo čim bolj konkretizirati, in pa tudi pač te zneske porazdeliti potem med te rezultate, zato da je vsem res jasno, kaj se od koga pričakuje in kakšne so obveznosti. Kdo se lahko prijavi? Vse slovenske nevladne organizacije. Tukaj je pač to opozorilo, da morate izpolnjevati vse pogoje iz zakona o nevladnih organizacijah. Na zadnjem razpisu iz Impact for Values 2.0 smo imeli veliko malih organizacij, ki so se prijavile, pa teh pogojev niso izpolnjevale. Tako da dajte prosim res dobro prebrati razpisno dokumentacijo, pogledati tiste primere na koncu. Del razpisne dokumentacije so tudi vsa ta pojasnila, kar se tiče izpolnjevanja pogojev, predvsem to, kar se tiče prenosa premoženja in tako naprej. Dajte si to res dobro pogledati in če imate kakšne dileme, dvignite telefon pa nas vprašajte ali pa nam pač pošljite unisek, za katerega niste sigurni, če drži, pa bomo to pogledali pa preverili vnaprej, preden vložite ful časa in energije v samo prijavo, pa ste potem zelo razočarani, ko dobite naše negativne odgovore. Tako da vse počasi bomo, se mi zdi, da pri vsakem razpisu potem dobimo spet neke nove prijavitelje, ki jih opozorimo na to, da to pač ni še čisto kaj, pa potem popravijo, pa bomo počasi počistili ta sektor, pa bomo v bistvu imeli res sam še statute pa akte o ustanovitvi, ki so taki, kot morajo biti, zato da so tudi zakonski pogoji izpolnjeni. Ampak ja, se mi zdi pa škoda, da bi v bistvu tukaj padali ven še preden se zares začne. Tako da dajte si res te stvari prebrati, dajte poklicati, če ste v dilemi, dajte si pač vnaprej vzeti čas za to, da ste te stvari poštimajo, pa imate potem mir. Možno so tudi partnerstva. Partnerji so lahko iz katerekoli države, ki je upravičena do sredstev iz Civil Society Funda.
To pomeni, da poleg Slovenije se lahko partnerji prihajajo iz Bolgarije, Cipra, Češke, Estonije, Grčije, Hrvaške, Madžarske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Portugalske, Romunije in pa Slovaške. Še posebej se spodbuja partnerstvo z državami donatoricami, skratka z Islandijo, Liechtensteinom in pa Norveško. Partnerji so lahko tudi mednarodne medvladne organizacije, torej kakšen Svet Evrope ali pa OVSE in podobno, in pa tudi neformalne skupine. Zdaj, pri neformalnih skupinah je mogoče malo posebnost, ker tukaj gre potem za pravzaprav fizično osebo, ki pač prevzeme to odgovornost, ampak vseeno pač lahko so tudi zraven. Tisto, kar je pomembno, je tudi to, da morajo vsi in partnerji in prijavitelji in same akcije spoštovati človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava in človekove pravice, vključno s pravicami manjšin. Skratka, to je eden od pogojev, za katere ste, mislim, da zdaj že navajeni, ker je podoben pogoj tudi bil pač v prejšnjem obdobju, pa hkrati je bil ta pogoj tudi pri programih Impact for Values. Tako da se mi zdi, da smo ga do zdaj že kar dobro usvojili, ampak še vedno pa je to neka stvar, na katero bomo zdaj še to bolj pozorni, na katero so tudi donatorji zelo pozorni in kjer moramo pač mi v bistvu tudi donatorjem vsakeč znova pokazati, da smo te stvari res preverjali. Tako da verjamem, da sicer nimate težave s tem, ampak samo toliko, da boste vedeli. Imeli smo nekaj časa nazaj primer nekega partnerstva s tujo organizacijo, kjer je potem pač projekt padel zaradi tega, ker tista organizacija ni izpolnjevala teh pogojev. Tako da dajte pač malo preveriti tudi vaše partnerje oziroma potencialne partnerje, preden boste šli v partnerstvo. Zdaj sicer je res, da pri javnem pozivu za hitri odziv nimamo veliko primerov, ko bi imeli partnerske projekte, največkrat, glede zaradi tega, ker se zahteva ta nek hiter odziv in ker je pač treba odreagirati hitro in običajno, sploh pri partnerstvih iz drugih držav, je to malo bolj zamuden proces, ampak vseeno so pač možna, tukaj ni nobenih težav, tako da če boste to pač imeli, dajte res pogledati, da bodo stvari štimale. Zdaj, prijavitelj se lahko prijavi praktično kolikokrat želi, ampak oziroma dokler so sredstva na voljo, ampak lahko ima pa hkrati samo eno aktivno vlogo. Kar pomeni, da dokler se ne odloča v tisti vlogi, ki ste jo že poslali, dokler ne dobite obvestila z naše strani, da je, ne vem, zavrnjena ali pa potrjena ali pa pač karkoli, to pomeni, da imate že eno vlogo pač aktivno. In v tem času ne morete pač oddati druge vloge. Ali pa če je, ne vem, ta vaša akcija, ki ste jo prijavili, v izvajanju, pa končno poročilo še ni bilo potrjeno, potem tudi velja, da imate že eno akcijo aktivno in se ne morete še enkrat prijaviti. Takoj, ko pa dobite od nas obvestilo, da je bilo končno poročilo potrjeno, da ste dobili pač sadno nakazilo in vse ostalo, pa lahko se ponovno prijavite z novo akcijo, z nadgradnjo te akcije, z nekim drugim odzivom, če se karkoli takega dogaja, skratka karkoli že, in lahko pač ste spet prijavitelj. Ni pa nobene omejitve, kolikokrat pa kje ste lahko partnerji. Skratka, lahko bi se v praksi prijavili tudi 100-krat, pa pač bili posod nekje malo zraven in sodelovali kot partnerji. Upam, da ne bo takih, no, ker to je po mojem kar težko potem za vas na vaši strani ugotoviti, kaj kam paše, pa kaj vse morate narediti, ampak teoretično bi bilo pa pač možno. Skratka, nobenih omejitev glede tega, kolikokrat ste lahko pač partnerji, omejitev, da kot prijavitelji imate eno aktivno vlogo. Zdaj pa tukaj še mogoče en disclaimer. Za vse tiste, ki se boste prijavljali, že zdaj, takoj 1.6. ob 15:00, pa če boste že kaj prej oddajali, pa se bo vam kaj zalomilo, če boste predčasno oddali prijavo, boste dobili tudi opozorilo oziroma boste dobili obvestilo, da je bila pač vaša akcija predčasno oddana in da je s tem zavržena. To se že smatra kot to, da ta vloga ni več aktivna.
kar pomeni, da lahko vi takoj, ko bo pravi čas, skratka, ko bo ura več kot 15:00, oddate ponovno pač akcijo, ki ste jo hoteli že prej oddati, ali pa ki ste jo oddali že prej, pa je bila potem, pa ste dobili obvestilo, da je bilo prekmalu. Tako da to vse štima, tukaj ne rabite potem nič čakati še na kakšne, ne vem, naše administrativne preglede, pa naša posebna obvestila in tako naprej. V bistvu je tisto obvestilo, ki je poslano potem s sistema samega, da je akcija prekmalu poslana oziroma da je bila vloga predčasno oddana, že dovolj, da se smatra, da ta akcija ni več aktivna, kar pomeni, da lahko oddate novo. Ok. Kaj sploh je, čemu je namenjen ta razpis oziroma ta poziv? Jaz se opravičujem, ker konstantno uporabljam eno in drugo besedo, ampak ja, tako smo pač navajeni. Zakaj poziv, zakaj razpis? Načeloma o pozivu govorimo takrat, ko govorimo o rolling callsih, skratka, ko gre za porabo sredstev, za razdeljevanje sredstev do porabe sredstev, skratka, ko ni enega roka, do takrat je treba vse vloge oddati in se jih potem zbere na kupu in se jih pač oceni in razvrsti po številu točk, ne, ampak ko govorimo o tem, da se pač vloge ocenjujejo glede na to, kdaj pridajo in da se pač v bistvu odloča na podlagi tega, ali je ustrezna ali ni ustrezna, je takrat načeloma poziv, ampak to je bolj zato, da mi lahko ločimo, kaj je kdaj kaj. V praksi je pa pač, kar se vas tiče, pa praktično enako. Ok, skratka, glavni namen tega poziva je to, da se nevladne organizacije podpre pri res nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in vseh drugih akcijah, ki zahtevajo takojšnji odziv. To je lahko odziv na neke pritiske na delovanje, to je lahko odziv na neke lažne informacije, lahko je to odziv na neke kršitve, ki jih zasledimo in se dogajajo zdaj. Skratka, res mora biti nekaj, kar je nujno, kar če ne bomo se zdaj odreagirali, se bo stvar še v bistvu poslabšala. Druga možnost je, oziroma druga možnost za prijavo je, da se odzivate na neke priložnosti, ki so se zdaj pojavile, pa jih pač prej niste mogli predvideti. Recimo, da je vlada začela sprejemati nek zakon, ki se osredotoča na vaše polje delovanja in bi bilo treba pač v bistvu zdaj odreagirati, pa zdaj zraven sodelovati, zato da bo pač ta zakon najboljši, kar je lahko za vaše uporabnike. To ni nujno, da je vedno pač slab zakon, lahko je to tudi pač nekaj dobrega, kar se sprejema in pač si želite, da je pač res to narejeno tako, kakor mora biti, oziroma da vključuje vse tiste stvari, ki se tudi vam pač zdijo pomembne in pač boste v tem času skupaj z njimi delali neko kampanjo, s katero boste probali pač zagotoviti, da bodo te stvari vključene v sam zakon. Tako da ni nujno, da je vedno samo slabo. Največkrat sicer se zgodi, da je, ampak ne pa čisto vedno. Skratka, tudi če se pojavi neka priložnost, neka zadeva, kjer se vam zdi, da pač, če zdaj v tem trenutku odreagirate, imate možnost, da se stvari izpeljejo najboljše, kakor je možno, je to pač nekaj, kar bi šlo skozi. Kaj pa ni namen? Namen ni podpirati dejavnosti, ki se jih lahko predvidi vnaprej kot del nekega projekta. Rečeno drugače, to ni nadomestilo za neke klasične projekte in to tudi ni ta hiter odziv ali pa nujnost, tudi ni to, da boste vi čez 2 meseca praznovali svojih 30 let, pa bi želeli še nekaj dodatnih sredstev za to, da lahko pripeljete govorce iz tujine. Več o tem, kaj ja, kaj ne, zato da bi pač to čim bolj razumeli, smo v samo razpisno dokumentacijo že vključili kar nekaj primerov tega, kaj je ustrezno, kaj ni ustrezno, tako da vam predlagam, da si tam preberete, da se ne ponavljam. Ta druga stvar pa je, da smo pripravili tudi video, kratek animiran video. V bistvu smo ga pripravili že v prejšnjem obdobju za Active Citizens Fund, pa smo ga zdaj pač malo prilagodili, zato da pač ustreza tudi za Civil Society Fund in si ga isto lahko pač pogledate. Ampak tam smo uporabili prispodobo tega, ali je stvar tako nujna, da greste
v zdravstveni dom, ali je to nujno, da morate iti na urgenco. Tiste stvari, ki se prijavljajo na hiter odziv, so tiste, ki jih je treba pač rešiti urgentno, to so tiste, zaradi katere bi šli na urgenco, ne pa na obisk k vašemu osebnemu zdravniku. Okay. Okay. Prej smo govorili o prednostnih področjih celega programa Civil Society Fund Slovenija, tukaj pa so navedena prednostna področja tega poziva. Kakor boste videli, če se spomnite, prej jih je bilo 6, zdaj jih imamo 5. Edino področje, ki je odpadlo, je področje, ki je namenjeno krepitvi nevladnih organizacij in sektorja oziroma tega podpornega okolja. Zaradi tega, ker se tukaj znotraj ne predvideva pač neko vlaganje v krepitev NVO-jev, ampak vsa ostala prednostna področja pa tukaj so naslovljena, tako da karkoli, kar se nanaša na te tematike in zahteva hiter odziv, je pač možno prijaviti na razpis, na poziv. Ta prednostna področja boste imeli tudi v sami prijavnici, ko boste pač mogli izbrati, na katero prednostno področje se nanaša, potem boste pač mogli izbrati tudi, na katere rezultate se nanaša, ampak to je pač potem se itak vidi iz prijavnice. Tako da tam se ponovno vas spomne na to, je pa še vedno to nekaj, kar je smiselno, da vi že zdaj razmišljate o tem, na kaj pa pravzaprav sploh targetirate, zato da se vam bodo stvari potem malo lažje zložile skupaj. Poziv naslavlja dva glavna rezultata programa, in sicer okrepljene demokratične vrednote in pa pravno državo in pa okrepljene človekove pravice. Kar pomeni, da, če smo prej govorili, da so v bistvu vse skupaj možni trije rezultati, poleg teh dveh še okrepljeno civilna družba oziroma nevladne organizacije, ki se nanašajo pač na tisto ta 6. prednostno področje, ki je izvzeto iz tega poziva, je pač tukaj sta pač te dva, skratka demokratične vrednote, pravna država in pa človekove pravice. Zdaj vsi programi Civil Society Funda imajo svoj rezultatski okvir, ki smo ga pripravili skupaj z donatorji in ki so za nas podlaga za razdeljevanje sredstev. To je tudi pač rezultatski okvir, o katerem moramo mi kot fund operatorji poročati potem naprej in za katerega smo se mi nekako zavezali, da ga bomo pač uresničili znotraj tega programa. Zdaj tisto, kar se pa od vas pričakuje, je pa to, da vaši programi, vaši projekti, vaše akcije pašajo v ta rezultatski okvir, kar se tiče samih pričakovanih rezultatov in učinkov, ni pa nujno, da naslavljajo tudi točno te kazalnike, ki so pač tukaj opredeljeni. Zdaj celoten rezultatski okvir, tudi vse te opise kazalnikov in še dodatna pojasnila spet najdete tudi v razpisni dokumentaciji oziroma pozivni dokumentaciji, tako da jaz tle ne bi šla brati vsakega posebej pa razlagati za vsakega posebej, kar pač je, ampak samo imejte v glavi, da to so tiste stvari, kamor morate pač vi z vašimi programi, z vašimi akcijami, z vašimi projekti prispevati. To je ponovno nekaj takega, kar je bilo določeno na ravni celotnega programa za vse države. So sicer neka odstopanja, kakšna država ima še kakšnega več, zaradi tega, ker so pač večji in tako naprej, ampak načeloma je pa to. Skratka, to so stvari, ki so bile nastavljene na ravni pač celotnega programa za vseh 15 držav in kar nam daje okvir, kakšne programe, aktivnosti, akcije lahko podpiramo oziroma kaj se tukaj išče. Skratka, na prvem rezultatskem programu oziroma pač rezultatu, outcome, so okrepljene demokratične vrednote in pravna država, kjer se kot učinek gledajo potem povečana udeležba nevladnih organizacij v demokratičnih procesih,
povečana državljanska vključenost in pa okrepljena medijska pismenost in verodostojnost informacij. Recimo temu, da so te tri potem kategorije neke podteme, o katerih lahko razmišljate znotraj vaših projektov, pa hkrati pa pač ne, ni samo to, se gleda tudi to, kar je na ravni celotnega rezultata kot takega, skratka to število nacionalnih ali pa lokalnih politik, na katerega so vplivale nevladne organizacije. Ok, in potem imamo ta drug programski rezultat, in sicer okrepljene človekove pravice. Tukaj velja enako kot pač pri prvem, skratka pričakuje se, da prispevate z vašimi akcijami na raven rezultata, torej na raven outcoma, okrepljene človekove pravice, ali pa na raven učinka, podprte človekove pravice, vključno z nediskriminacijo in socialno pravičnostjo, podprta enakost spolov, vključno z vprašanji spolnega in reproduktivnega zdravja in pravicami skupnosti LGBT+, in pa podprto podnebno ukrepanje, varstvo okolja in pa pravični zeleni prehod. Skratka, to so vse ta glavna tematska področja, ki se jih išče in kjer se pričakuje pač, da bodo akcije jih naslavljale. Lepa, vidim, da je že neko vprašanje v klepetu, pa samo da pogledam. Če je kaj takega, da se nanaša, ne, ok. Ok, je samo komentar, dobro. Pa kar pojmo naprej, čas za vprašanja, oziroma celoten del za vprašanja je sicer predviden na koncu, pa hkrati, če imate že zdaj kaj takega, da bi bilo mogoče fajn predčasno razrešiti, lahko pač zapišete vprašanja v klepet, ali pa pač si dvignete roko, ali pa pač samo enostavno vklopite mikrofon in postavite vprašanje. Ok, skratka, tudi tukaj, oziroma tukaj je to prvič za ta program, prvič, da bomo imeli pavšalno financiranje na ravni celotnega programa za vse razpise, ampak marsikdo med vami ga je pa že navajen zaradi Impact for Values programov. Ampak ja, dobra novica, tudi tokrat bomo imeli pavšalno financiranje, kar pomeni, da se boste vi lahko res koncentrirali na vsebino in na samo delo na programu, ne pa na to zbiranje vseh finančnih dokazil in listkov. Ampak, s pomembnim ampak, tukaj je res treba paziti na to, da si boste zastavljali realne rezultate, ker se lahko rezultati priznavajo samo v celoti ali pa nič. Skratka, če bi se slučajno zgodilo, da bi, kakor je primer dan, namesto 10 podpisov poslancev jih dobili samo 9, ne glede na to, kakšen bi bil razlog, tudi če bi ta zadnji, ki bi mogel podpisati, pa ste bili zmenjeni, da bo podpisal, se napoti na državni zbor, ne vem, zaletel z avtom, pa zato zamudil podpis, vam ne moramo čisto nič pomagati, ampak ne, boste ostali brez sredstev, ki so bili namenjeni temu rezultatu. Razumem, da je to zelo, da je po eni strani tukaj pač potem velika odgovornost na vas, ampak načeloma je pa tudi še vedno velja, da dajte delati skupaj z nami, pa dajte sproti spremljati, kaj se vam dogaja in nas obveščati, pa se bomo vedno potrudili, da bomo našli neko rešitev, ki bo ok. Ampak to lahko počnemo samo dokler smo pač sproti obveščeni in obveščeni, ne pol, ko nam date končno poročilo, pa rečete ups, ampak v bistvu že prej. Medtem ko stvari trajajo, ko imate še možnost kaj popraviti, ko lahko še drugače zapeljete aktivnosti za to, da pridete do rezultatov, se pa lahko pogovarjamo in vam lahko tudi pomagamo. Tako da dajte pač res biti pozorni na to, kakšne rezultate si boste zastavili, biti pozorni na to, da lahko te rezultate že sproti spremljate, ali ste na pravi poti ali ne. In pa hkrati dobro razmisliti, kako boste pač dokazali, da ste to res naredili. Zaradi tega, ker tudi če boste vi v bistvu vse skupaj naredili, pa ne boste imeli na koncu dokazil, s katerimi boste lahko rekli, ja, to je bilo res narejeno, bomo imeli mi isto težavo, kakor pač, če boste dobili 9 namesto 10 podpisov. Skratka, še vedno ne bomo mogli potrditi teh vaših izdatkov in boste ostali brez teh sredstev.
Tako da načeloma je to tudi spet nekaj, o čemer se bomo pogovarjali, pač pred podpisom pogodbe bomo pač iskali te rešitve, bomo pač probali čim bolj jasno definirati vse stvari in se z vami dogovoriti, da bo res jasno, kaj se pričakuje od vas, pa kaj se pričakuje od nas. Ampak vseeno, imejte to v glavi že zdaj, ko boste sploh razmišljali o tem, kaj prijaviti in na kakšen način prijaviti. Skratka, pavšali se potem povežejo s posameznim rezultatom, določi se pavšal za ta rezultat, ko vi ta rezultat pač dosežete, se smatra, da so stroški, ki so bili za njega namenjeni, pač upravičeni, nobenih finančnih dokazil, nobenih dokazil o plačilu, nobenih računov, nobenega finančnega poročanja. Pa kot že rečeno, se pač vse te stvari uskladijo pred podpisom pogodbe, kar pomeni, da ni nujno, da tisto, kar boste vi zapisali v samo prijavo, bo pač tudi tisto, kar bo prišlo v pogodbo. To ne pomeni, da si bomo mi čist nekaj tretjega zmislili, ampak pač to samo pomeni, da največkrat pač stvari malo bolj konkretiziramo ali pa določimo res neke jasne cilje. Dostikrat se vam zgodi, da ne določite recimo številčno, kaj boste, ne vem, bom rekla tako, je pač vaš rezultat, da boste dosegli široko množico ljudi, mi pa moramo zdaj vedeti, kaj točno zdaj pomeni za vas široka množica ljudi, ali jih je to 100, ali jih je pa to 10 000. Skratka, te stvari se pol pač malo zdefinirajo dodatno. Ravno zaradi tega, da smo mi lahko sigurni, da ste vi rezultate dosegli, da ste vi lahko sigurni, da ste rezultate dosegli in da tukaj ne more biti pač potem neke možnosti interpretacije vsakega posebej. Če bom jaz pogledala poročilo, bom rekla, ja, ja, ne, vse je v redu, če bo pa moja kolegica bo pa rekla, pa se jaz sploh ne vem, če so oni karkoli naredila, ne. Tako da to je zato, da smo pol v bistvu vsi lahko mirni, da smo imeli tudi v primeru, če pride kakšna revizija, da lahko vedno vsem pač rečemo ne, zaradi tega, to so rekli, da bodo naredili, to so dejansko naredili, kar pomeni kljukica in so upravičeni do teh zneskov. Tukaj mogoče še en pač dodaten disclaimer, zaradi tega, ker je celoten program vezan na pavšalno financiranje, pa ne samo ta, tudi kakšen drug. Smo dostikrat še malo bolj na udaru, kar se tiče posameznih kakšnih revizij, tako tistih, predvsem tistih, ki prihajajo s strani donatorjev, no. Kar pomeni, da je nam tudi zelo pomembno, da so stvari res jasno postavljene, ne zato, da pač smo mi toliko mirni, ampak zaradi tega, da se ne bi zgodilo, da bi revizije imele občutek, da če so pa tle zdaj neki pavšali v igri, da to pomeni pa, da kar denar damo in nič ne gledamo in da tukaj ni nekih kontrol zadaj, no. Zaradi tega, ker si želimo, da pavšali ostanejo, da je to, da se lahko pač konstantno naprej res fokusiramo na vsebino, ne pa ukvarjamo z birokracijo. In največjo šanso, da jih obdržimo, je to, da pač imamo vzpostavljene dobre sisteme, s katerimi lahko povemo tudi revizorjem na koncu koncev, da je pač ta način ravno tako učinkovit, kakor to, da mi pač pregledujemo vsak strošek posebej. Ali pa še bolj, jaz bi rekla, predvsem bolj. Okej, ne glede na to, da gre za pavšalno financiranje, je treba pripraviti finančni načrt. Zakaj? Zaradi tega, ker je finančni načrt podlaga potem za določitev teh pavšalnih zneskov za posamezen rezultat. In zaradi tega, ker še vedno moramo mi upoštevati navodila financerjev in tega, kateri stroški so upravičeni. Kar pomeni, da vi v finančni načrt lahko vključite samo upravičene stroške, če boste tam dali noter nekaj, kar pač je neupravičen strošek, vam bomo mi to pač potem ven vrgli pred podpisom pogodbe v tistem času usklajevanja finančnega načrta in usklajevanja rezultatov. Ampak dobra novica, načeloma so upravičeni vsi klasični stroški, ki so povezani z izvedbo akcij in tako naprej. Skratka, imate stroške osebja, kamor lahko vpišete vse ljudi, ki so pač vključeni v vaše akcije, ne glede na to, na kakšen način. Ali je to pogodba o zaposlitvi, ali je to kakšna podjemna pogodba, ali gre za študentsko napotnico. Tudi samostojni podjetniki ali pa samostojni kulturni delavci, ki so del ožje ekipe, se lahko smatra kot stroški osebja.
čeprav po pravici je tukaj v tem primeru vseeno lobby, da tudi med stroške zunanjih izvajalcev, zaradi tega, ker ni nobene razlike med tem, kje točno so pisani, ampak vseeno pač lahko jih date tja. Skratka, tudi priznajo se vsi stroški dela, skratka, od regresov, tudi do zimskega regresa in vseh ostalih stvari, kar pač so um, vezane na to. Skratka, pod stroške osebja pa še pač praktično vse, kar je pač običajno, enako je s potnimi stroški. Pri vrednosti opreme je sicer tako, da je zdaj pravilo, da ni treba upoštevati amortizacije, da se lahko pač vključi tudi celotna vrednost, ampak še vedno pa mora biti ta sorazmerna in pa nujna za izvedbo akcije. Kar pomeni, da če boste vi rekli, da hočete kupiti računalnik, da si izmišljujemo, pa vse, to je taka klasika, za akcijo, ki traja 3 mesece, za nekoga, ki bo na akciji delal 10%, hotel boste pa pač dobiti celo vrednost, bomo mi rekli, sorry, ne, ampak ne. Če se bo ta računalnik uporabil samo 10% za to, lahko pač upoštevamo mi 10% vrednost. Ampak spet, tukaj je zdaj zelo, zelo, zelo specifično, ker gre za presojo pri vsaki akciji posebej. Če pa bi šla za neko opremo, ki je pa ključna za to, da vi sploh lahko to akcijo izvedete, in je bolj smiselno, da se, ne vem, opremo kupi, kakor pa najame za čas trajanja akcije, vam pa lahko priznamo v tem primeru tudi celoten strošek. Tako da tukaj je res vsebinska presoja glede tega, ali je to nekaj, kar je ključnega pomena in brez česar vi v bistvu akcije ne morete speljati. Pol so klasični stroški potrošnega materiala, tukaj pač pašejo vse manjše zadeve in pa zunanji izvajalci, tako za blago, kot za storitve. Tukaj sicer ob predpostavki, da se upošteva navodila glede javnega naročanja, ampak glede na to, da tukaj govorimo o stroških oziroma o akcijah, katerih najvišji znesek je 10 000 evrov, v tem primeru to itak ne pride v poštev. Imate pa tudi tukaj še malo pojasnil dodanih v samo pozivno dokumentacijo. In tisto, kar je pomembno, je to, da se na vse te zgornje stroške doda še 7% posrednih stroškov in to gre avtomatično. Tukaj ne morete spreminjati, teh 7% gre gor, hočete, nočete, tudi če bi vi rekli, ne, nočemo nič od tega, ne morete reči nič od tega, zaradi tega, ker to je spet pač neko pravilo na ravni programa. Mi jih dodamo zraven, kar pomeni, da morate pač malo preračunati ali pa pač vnesete stvari oziroma zneske v samo prijavnico, pa vam bo samo preračunal, da ne boste zaradi teh 7% prišli potem čez tistih 10 000 evrov. Tu smo imeli tudi kar nekaj primerov, ko je pač šlo za par centov razlike, pa smo potem pač nažalost mogli zavračati projekte, ker pač so pravila zelo stroga, kar se tega tiče. Zdaj v tem primeru se vam to ne bo moglo več zgoditi, zaradi tega, ker bo pač elektronska prijava in ker bodo pač tam nastavljeni filtri, da vas ne bo spustili čez, če se vam bo to zgodilo. Ampak lahko pa imate vi mal težav, če si boste začrtali nek finančni načrt, kjer boste prišli na 10 000 evrov, pa ne boste upoštevali še teh 7%, pa potem boste to vnesli, tiste cifre, ki ste si jih prej zamislili, vnesli v sistem, pa vam bo dajalo opozorilo, da ste prekoračili budžet, tako da imejte to že zdaj v mislih. Ok, rekli smo, da govorimo tukaj o pozivu, a ne, tukaj pač skratka prijave, ki jih bomo sprejeli, ki bodo pač administrativno ustrezne, ki bodo pač šle čez ta prvi pregled upravičenosti, bodo ocenjene glede same ustreznosti in tukaj pač ne bomo, kakor pri klasičnih razpisih, podeljevali točk, ampak bomo v bistvu samo za vsak od teh kriterijev pogledali, ali je ustreza ali ne ustreza. Skratka, tukaj bo odločitev samo da ali ne. Če bi bilo na kateri točki ne, potem se taka akcija ne podpre. Skratka, zato, da akcija se podpre, mora na vsa ta vprašanja biti odgovor jasen z da. In v tem primeru je pač podprta. Ni nobenega razvrščanja, kar se tiče pač samih točk. Razvrščanje, če že,
bi se zgodilo potem, ne vem, na koncu, ko bi imeli sam še zadnja sredstva za podeliti, ampak to gre pa razvrščati potem po vrstnem redu, kdaj je bila prijava oddana, ne pa po kakšnih točkah ali pa potem, kera akcija je bolj, pa kera manj primerna. Skratka, tukaj je to, če je primerna, če je relevantna, če je pravi odziv, če je finančno učinkovita, če ustreza vsem tem kriterijem, skratka, je podprta. Tudi če recimo je malo manj primerna, kot je vnaprejšnja, ki je bila podprta, ampak dokler je še vedno v teh glavnih okvirih, pač gre skozi, dokler so sredstva na voljo. Kako se bo odločalo? V bistvu bodo ta merila pregledala, se bodo skupinsko odločali tri neodvisni ocenjevalci, skratka, skupina treh ocenjevalcev se bo dobila, pogledala vsako vlogo posebej, se pogovorila o tem, ali se jim zdi ustrezna ali ne, soočila svoje argumente in potem se skupaj odločila, ali se takšna akcija podpre ali ne. Možnost je tudi pač neke pogojne potrditve, kar pomeni, da pač bi rekli, da sicer ja, izpolnjuje vse te pogoje, ampak bi bilo pa mogoče malo bolj jasno treba opredeliti, katera je ciljna skupina, ali pa mogoče malo prilagoditi finančni načrt. Skratka, te stvari so tudi možne, ampak praviloma pa pač se skupinsko odloči ali ja ali ne, in potem ta predlog preda naprej usmerjevalnemu odboru celotnega programa in se pač tam dokončno potrdi. Ampak načeloma pa se odločajo trije ocenjevalci skupinsko. Še ena novost je, in sicer to, da se zdaj vsa dokumentacija nahaja na spletnem mestu, ki je bil postavljen s strani naših financerjev in je pač poenoten za vse države posebej. Tako da je mogoče ta link malo daljši, ampak ga imate itak na v vseh naših novičkih, v razpisni dokumentaciji, na socialih in povsod drugje. Skratka, pač kliknete na to povezavo in se vam odprejo vse dokumenti in vse, kar morate vedeti o samem pozivu in v bistvu o celem skladu. No. Zato, da pridete do poziva, morate iti tam na razpise, pa se vam potem odprejo. Še dodatna novost je pa to, da se je treba prijaviti prek e-grant portala, zato da lahko vlogo oddate. Vse o tem bomo povedali v drugem delu delavnice. In pa ta klasična pa še vedno obstaja. Skratka, če imate kakršnakoli vprašanja glede poziva ali pa sklada ali pa karkoli že, lahko kadarkoli pišete na podpora.csf@cnavus.si. Kar se tiče samega poziva, so pa tudi potem še navedeni telefoni in maili vseh naših skrbnic oziroma vseh tistih oseb, ki sem jih čisto na začetku omenjala, da so del programa Civil Society Fund, skratka, tako zaposleni na Dobri družbi, kakor na PIP-u, pa tudi na CNVOS-u vam lahko po telefonu pač ali pa odgovarjamo. V tem primeru, ker gre za poziv, dokler niso vsa sredstva porabljena, tako da nas lahko kadarkoli pokličete, pa z nami preverite, če je to nekaj, kar je smiselno prijaviti, ali je mogoče treba še kako drugače stvari zastaviti, ali pa če gre kakšno tehnično vprašanje, ali pa kar se tiče samega poziva, ali pa karkoli takega. Tudi če boste rabili kakšno podporo pri prijavi na e-grant ali pa pri uporabi portala e-grant, nas lahko tudi pocukate za rokav. Tam imate sicer dve možnosti, tudi dobiti tehnično podporo direktno s strani teh, ki v bistvu upravljajo s programom oziroma upravljajo s portalom. Ampak jaz bi rekla, da boste verjetno imeli bolj take vsebinske zaplete, pa dajte mogoče najprej nas pocukati za rokav, pa potem, če bomo pa ugotovili, da res nekaj tehnično ne štima, pa da je mogoče treba kaj sprogramirati drugače, ali pa da je prišlo do tam kakšnega buga v sistemu, pa bomo potem mi naprej skomunicirali. Tako da, ja, dajte nas najprej pocukati za rokav, zato da pogledamo, kje je težava, pa pol vidimo, kako naprej. In to je to
kar se tiče samega poziva. Ste že tukaj, pa da ne bomo sam čakali, da pridejo še vsi ostali, si lahko vmes pogledamo še ta video, o katerem sem prej govorila, ki v bistvu na hitro razloži, kaj je hiter odziv in kaj ni hiter odziv, kakšne akcije se tukaj pričakujejo in kaj je tisto, kar se prijavlja na splošne projekte. Ker spremembe so del našega vsakdana, prihajajo brez vnaprejšnjega opozorila, zato je hiter, takojšnji odziv ključen. Da bi se lahko čim več nevladnih organizacij ažurno odzvalo na aktualno dogajanje v državi, je tu poziv za izvedbo mikroprojektov. Pomaga lahko pri hitri izvedbi nujne zagovorniške, pravne, komunikacijske ali druge akcije. Kaj lahko prijavim? Takojšen odziv na specifičen izziv, denimo pritisk na delovanje organizacije ali sovražni govor, oziroma priložnost pri oblikovanju politik in predpisov. Kako vem, ali je projekt primeren za razpis? Predstavljaj si, da je problem, ki ga želiš rešiti, poškodba. Zahteva obisk zdravstvenega doma ali urgence. Če moraš v zdravstveni dom, projekt ni primeren za ta poziv. Ukolikor pa zahteva urgenco in bodo, če poškodba ne bo takoj obravnavana, konkretne posledice škodljive, je tvoj projekt idealen. Pred prijavo torej dobro premisli o svoji akciji. Še bolj konkretno. Projekt rešuje slab položaj Romov v Sloveniji. Tak projekt ne ustreza pozivu, gre za splošen problem, ki zahteva dolgoročno reševanje. Projekt je odziv na incident. Romom so v enem od slovenskih krajev onemogočili vstop v knjižnico. Tak projekt pozivu ustreza, saj gre za specifičen problem, ki zahteva takojšen odziv. Projekt naslavlja nizko stopnjo demokratičnosti sprejemanja predpisov v Sloveniji. Ni javnih razprav, zakoni se sprejemajo po nujnem postopku. Tak projekt ne ustreza pozivu, problem je splošen in zahteva dolgoročno reševanje. Projekt je odziv na predlog konkretnega zakona, ki je trenutno v obravnavi in omejuje delovanje okoljevarstvenih organizacij. Tak projekt ustreza pozivu, saj gre za specifičen problem, ki zahteva takojšen odziv. Evo, tole. Aha. Zdaj imam jaz tole. Ne. Vele, se upravičujem za tole, šel je kar posnetek naprej in pol smo slišali še fulenih stvari. Ok, skratka, smo glih prišli na 11:40 in lahko gremo naprej z predstavitvijo, kar se tiče samega portala in kako ga pač v bistvu uporabljati. Jaz bom zdaj z vami kar delila zaslon, samo da ga najdem, da bo ta pravi. Tako, ok. Da bi pa mogli videti, če jaz kaj vem, skratka to prvo stran, kjer se pač pravzaprav prijavite. Tukaj gre za čisto prvi korak, skratka, če še niste se prijavili, če še niste upravili registracije, kliknete na želim se registrirati in boste dobili, vprašanje, če se tudi ta del snema, ja, tudi ta del se snema. Vse bo, tudi to bo pač potem objavljeno na spletni strani, tako da tudi te informacije boste pač lahko še potem si pogledali. Skratka, kliknete, želim se registrirati, vpišete vse podatke, ki jih od vas zahteva, vse boste mogli, vključno s tem, da izberete razpis, ki je pač odprt, in potem izpolnite vse te stvari, kliknete registracija, boste dobili elektronsko sporočilo s tem, da morate pač potrditi povezavo, potrdite povezavo, to je zato, da se preveri, da je res ta pravi mail, in potem se še enkrat vpišete v portal, kliknete potem prijava in se vpišete tukaj z vašim mailom in z geslom, kakor ste si ga pač prej določili, in se lahko prijavite v sistem.
Te bom pa jaz sem pokazala, kaj se zgodi potem, ko ste prijavljeni, ampak imam pa tu drug zavihek, ki je že odprt, zato ker sem že vpisana. Pa da bomo prišli do te prave prijave. Ok. Zdaj sicer to je naša testna prijavnica, zato je tukaj zelo veliko nekih opcij, ki so odprte, ampak bomo šli pogledat en razpis, oziroma vi bi prišli potem v bistvu na to ta prvo stran, kjer bi vam v bistvu pokazal samo en razpis, ker je samo tisti odprt. Jaz jih imam večkrat več, zaradi tega, ker gre za prijavo, ampak kliknete ustvari novo vlogo, poziv, ki je odprt, je hiter odziv in tukaj lahko potem izberem ali ustvari ali pa kopiraj obstoječo vlogo. Predvsem pri tistih, kjer boste dobili v bistvu prvič odgovor, da je bila vaša vloga zavrnjena na hitro poziv, da pač morate še neke stvari pač dodati, obdelati. Jaz klikom na to kopiraj obstoječo vlogo, se vam bodo pač v bistvu v novo prijavnico prenesle vse stvari, ki ste jih že opisali, pa ne rabite opisovati na novo. Zdaj bomo šli, kakor da zdaj štartate čez nove, skratka kliknete ustvari, dobite tukaj najprej pač v bistvu vse informacije o razpisu, te najbolj ključne. Pri prilogah se vam odprejo potem celotna razpisna dokumentacija, tako da to vam predlagam, da si prenesete, pogledate, koliko je pač to običajno, če tega niste storili že kje prej. Potem pa kliknete na vlogo in se vam v bistvu odpre sama prijavnica. Zdaj, tukaj jaz ne bi šla čisto za vsako polje posebej pogledati, mogoče samo kakšne stvari, ki so malo pomembne. Te stvari se vam bodo tukaj, vnesete matično številko, pa se vam ostale stvari same pač izpolnijo. Tako da je to pač mogoče neka stvar, ki vam lahko olajša stvari. Zdaj, tukaj gre za prenos v bistvu informacij iz iPesa, kar pomeni, da pač tako, kot so stvari zapisane v iPesu, tako, kot je pač uradno zapisano, tako se bo pač to tukaj pojavilo, a ne? Tista stvar, ki jo pa morate ročno vpisati, je pa pač ime zastopnika, tisti, ki bo pač v primeru, da bo akcija uspešna, podpisal pogodbo. To je tukaj pač opcija, da se ročno vnese tudi zaradi tega, ker imate lahko tudi več zastopnikov, pa da se pač potem lahko vi odločite, kdo bo tisti tokrat pravi. Potem so pač še, ne vem, davčne številke, tukaj pač na žalost je neka tehnična težava, pa ne moramo avtomatično prenesti iz iPesa. Ena stvar, ki je pa pomembna, je pa to, da morate izbrati tudi pravno obliko. Tukaj sicer se pravna oblika tudi zgoraj vidi, ampak je v bistvu to samo zato, ker pri članih oziroma pri društvih, ki imajo lahko tudi člane, ki so pravne osebe, in to se praviloma vidi iz vaših statutov, potem mi potrebujemo še informacijo, koliko je pač vseh članov in koliko je članov, ki so pravne osebe. Tako da v bistvu to je samo zato, da mi pridemo do te dodatne informacije. Če tukaj recimo izberete, da se je zasebni zavod, vas nič drugega potem spodaj dol ne sprašuje več. IBAN številko, spet tista, ki jo pač želite, na katero se nakažejo potem sredstva, možnosti kontaktnih oseb, to so pač osebe in maili, ki jih bomo pač uporabljali potem za obveščanje, o, ne vem, dopolnitvah, o tem, da je pač, ne vem, vloga potrjena, o tem, da je pač podpisana pogodba ali pa da lahko podpišete pogodbo, skratka vse to bomo potem pač izkoristili te podatke. Če imate partnerje, obkljukate da in potem lahko pač dodajate organizacije. Da bi se izognili temu, da bi se prijavila kakšna organizacija, ki ni iz upravičene države, smo vam že dali pač seznam držav, ki jih lahko izberete. Če pač je ni tle, potem pač ne more biti partner, spet tudi kontaktne osebe partnerja. Partnerje lahko potem dodajate, kolikor želite, pač 2, 3, 4 do 10, več je že za vas boljše, da jih nimate in pač tudi avtomatično odstranite, če ne želite imeti partnerjev. Tako da to, vedno pri vsaki rubriki imate potem na koncu možnost samo shrani ali pa shrani pa naprej. Zdaj ta shrani bo predvsem pomembna tam pri tistih, pri glavnem delu prijavnice, a ne, ka mogoče ne boste vsega od enkrat vpisali pa šli naprej. Pa če boste, ne vem, 2 uri delali na prijavi, je fino, če si vmes
vseeno parkrat shranite za vsak slučaj, da se bo pač res vse shranilo, da ne bi slučajno izgubili kakšnih podatkov. Skratka, na prvi strani so res samo podatki o tem, kdo ste in kdo še z vami se prijavlja. Na drugi strani pridemo do spet prijavitelja, to se bo avtomatično izpisalo, tukaj vas bomo potem prosili še za vaše ime v angleškem jeziku. To je spet neka stvar, ki jo potrebujemo potem za sporočanje naprej donatorjem, koga smo podprli oziroma koga nismo podprli, da pač imamo nekje zavedene. In pa še naslov akcije. Zdaj tisto, kar pa tukaj je pa recimo ta možnost, da si lahko pač avtomatično stvari prevedete s pomočjo umetne inteligence, vpišete slovenski naslov, kliknete prevedi, pa se vam pač potem izpiše. Tega še vedno lahko spreminjate, recimo, če bi vi hoteli youngsters namesto young people, lahko potem pač spremenite prevod, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, ampak to je načeloma samo zato, da je vam malo lažje. Vsa ostala polja pač so, ja, se mi zdi, da zelo jasno, kaj je treba kam vpisati in kako je treba kaj vpisati. In spet, preden greste naprej, morate pač tukaj klikati shrani oziroma shrani in naprej. Tukaj mi spet pač pove, da niso vse izpolnjene, zaradi tega, ker tam na prvi strani nisem izpolnila, kdo je prijavitelj. Ampak še vedno grem lahko naprej, tudi če pač so ta opozorila, samo pač na koncu ne bom imela možnosti, da jaz prijavnico oddam. Kakor smo se pogovarjali, je potem pač tukaj pri opisu projekta treba izbrati tudi to prednostno področje, za katerega se prijavljamo, recimo, da bomo šli na enakost spolov, in pa potem še programski rezultat, to je lahko enka ali pa dvojka. Ko izberem, kjer rezultat bo, se mi odprejo tudi pač te učinki, ki so znotraj tega rezultata, in recimo, da grem na povečano vključenost. Mislim, da imamo že neko vprašanje. Aha, ok, ne. Dobro. Potem imamo tukaj še možnost pač geografske, tole, da pač lahko se vi odločite, ali bo projekt potekal oziroma akcija potekala na lokalni ali pa nacionalni ravni. Če izberete nacionalno, je to. Če boste izbrali lokalno, se vam pa pač odprejo posamezne regije, pa lahko obkljukate, v katerih regijah se bo pač to izvajalo. Tukaj je možno tudi pač več regij obkljukati, ne. Potem pa tukaj pridemo do teh glavnih stvari, da pa ta je še taka simpel, recimo, da bo akcija trajala 2 meseca. Potem pa so v bistvu že te vsebinske zadeve, in sicer kratek povzetek akcije, kjer imate tudi možnost, da pač uporabite ta prevod z umetno inteligenco ali pa pač sami prevedete, kakor želite, ampak v bistvu je to pač najlažje, da se vam malo pomaga. Podrobnosti akcije, zakaj ta akcija, zakaj zdaj ta akcija, katere so ciljne skupine, zakaj ravno te ciljne skupine in zakaj jih nagovarjate na tak način, kakor jih boste nagovarjali, in pa še malo bolj konkreten načrt izvedbe z nekimi aktivnostmi. Zdaj, mi nikjer nismo dodajali nekih posebnih omejitev tokrat, koliko mora biti kakšna stvar dolga, zaradi tega, ker pač je bilo načeloma pri teh hitrih akcijah nismo imeli teh težav, da bi se razpisovali vi na 100 straneh, pa nekako računamo, da tudi zdaj ne boste, ne. Tukaj res ni treba biti pač ful dolgi, res, ampak dajte pa utemeljiti, zakaj je to pač nujno in zakaj je ta načrt oziroma ta način intervencije tisti, ki je pač najbolj učinkovit, ali pa tisti, ki je pravi za to ciljno skupino. Tako da to so v bistvu te ključni deli prijavnice, ki vam bodo mogoče tudi največ časa vzeli, no, to so pač v bistvu ta 4 glavna vprašanja, skratka povzetek, zakaj je ta akcija, ciljna skupina, pa načrt izvedbe. In tukaj je fajn, če pač si že vmes kliknete shrani, samo zato, da ne bi kakšne stvari izgubili medtem, ko pač izpolnjujete prijavo. Mi smo sicer stvari testirali, ni da bi pač sistem padel dol, pa ne vem kaj, ampak še vedno pa se nikoli ne ve, kaj se zgodi in kako so pač stvari stabilne, konec koncev tudi pač stabilnost vaše internetne povezave
lahko vpliva na to, tako da pač dajte si raj stvari večkrat shraniti vmes, kakor pa da ste potem slabe volje. Um, Tukaj pač definirate posebej še, kateri so vaši rezultati, a ne. To je to, kar smo se tudi že pogovarjali, pazite res na to, da so pač čim bolj konkretizirani, da jih boste mogli na koncu pač doseči v celoti, pa da ni čisto nujno, da bodo tako, kot jih boste tukaj zapisali, tudi taki, kakršni bodo šli potem naprej v pogodbo, ampak je to tukaj zato, da si mi lažje predstavljamo, kaj boste vi pravzaprav s tem, s to akcijo naredili. Pa zdaj, če je to že dosti konkretizirano, potem to dejansko gre v pogodbo, če pa je treba še kakšne stvari razjasniti, pa kakšna dokazila še bolj konkretno opredeliti, pa potem pač to naredimo še v tej fazi pred podpisom. Opišete še, kdo bo kaj delal, kakšne so glavne značilnosti, tukaj lahko dodajate rezultate, dodajate osebe ali pa jih pač potem odstranite, če jih je preveč. Zdaj mogoče ena stvar, ki je tukaj, če boste, ne vem, dodali najprej 4 rezultate, pa se boste pol odločili, da boste imeli samo nekaj vkucala noter, tudi da boste videli, pa da boste imeli potem pa samo 3, morate potem, opala. Morate potem pač to ta zadnjo, tisto, ki bo prazna, tabelica pač v bistvu odstraniti, zaradi tega, ker drugače boste dobili obvestilo, da niso vse stvari izpolnjene, zaradi tega, ker je to obvezno polje, ne. Če ga dam pa stran, potem ga pa ni več, pa je vse ok. Zdaj sicer, če bom jaz to dala, enako je tam pri osebju. Če bom jaz to dala shrani pa naprej, zato ker pač ni nobenih drugih stvari, bom še vedno dobila to pač obvestilo, ampak ja, samo imejte v mislih, da pač posod pri celi prijavnici, če nečesa ne vpišete, lahko pač to odstranite, ker drugače vam bo dalo opozorilo, da ni. In potem pridemo do proračuna. Tukaj je še enkrat opozorilo, kakšni so najvišji pa najnižji pa najvišji znesek. Potem pa recimo pri vsakem strošku, ki ga imate, zapišete, kliknete najprej, da se doda nova vrstica, najprej zapišete, na kateri rezultat se nanaša, recimo bom dala tukaj peticija, recimo, da je to oseba, ki bo delala na mesečni ravni, projekt bo dolg 2 meseca, smo rekli, pa 500 evrov na mesec, prijavitelj bo nositelj in tukaj gre pač, ne vem, 15% zaposlitev te osebe na tem rezultatu. Malo boljši opis date, ampak ajde, to je to. In potem pač to ponovite potem za vse stroške, ki jih imate, recimo, da bi bili še tle neki zunanji stroški, peticija, pa spet damo kos, pa damo 1000,2, pa je to recimo tisk obrazcev za podpis, ne. In zdaj, če dam jaz tole tukaj, bomo malo boljš videli, kje se mi vse skupaj sešteva. In zdaj boste tudi videli, da se pač v bistvu te stvari avtomatično prenesejo tukaj na povzetek in hkrati se avtomatično doda še ta znesek, ki je vezan na posredne stroške in tukaj dobim potem, kakšna je celotna vrednost, ne. Ker če tukaj gor izgledate, to so stroški, ki sem jih jaz opisala zgoraj, ne, torej pač 1000 je bilo za delo, 200 evrov je bilo za tisk, tukaj se pa že prišteje še teh 84 evrov zraven, ki jih je pač namenjenih posrednim stroškom. Tako da te stvari lahko pač vedno potem sami gledate in dodajate. In tudi tukaj je recimo ta stvar, da če jaz zdaj tukaj dodam še en strošek in ga ne vpišem in potem tukaj kliknem shrani in naprej, mi bo dal opozorilo, da so pač neke stvari, ki niso pravilno izpolnjene. Jaz dam prekliči, to vrstico zdaj izbrišem in potem lahko grem normalno naprej in tega opozorila ne bo več. In to je že v bistvu to, kar se tiče same vsebinske vloge. Tukaj na koncu dodate še priloge. Priloge morata biti vsaj 2. Eno je izjava prijavitelja, ta drugo je pač akt o ustanovitvi oziroma statut, skratka temeljni akt prijavitelja.
Zakaj morata biti oddani ločeno, je zaradi tega, ker vas bo sicer opozoril, da nekaj manjka. To smo dodali zato, da bi vam bilo lažje. Če boste imeli partnerja, je treba pa zraven dodati tudi še vse njihove izjave, pač spet vsako posebej ali pa pač skupaj. Tukaj pa nažalost ni potem več mehanizma, da bi vas opozorili, če boste kaj pač od tega pozabili, ampak je pač to stvar, um, ki bo šla potem na dopolnitev, ne. Tukaj je potem še enkrat opozorilo, da lahko vloge oddate šele po 1. juniju, da ne bi pač predčasno oddajali. In potem, če greste shrani in naprej, zdaj, ker nimam prilogo spet, tukaj zraven potem opozorilo in me vrže na povzetek, kjer mi pove oziroma izpiše stvari, ki sem jih jaz skupaj noter dala. Zdaj tlele sem zelo malo pisala, tako da je zelo malo teksta, ampak evo, saj nekaj je. Pri vas bo to malo drugače izgledalo, a ne? Ravno tako se izpiše še enkrat celoten budžet in povzetek in vse. In hkrati je tukaj dol zdaj pač vsa opozorila vseh delov obrazca, ki pač jih še nisem pravilno izpolnila. In dokler te stvari niso pravilno izpolnjene, tudi nima možnosti klikati na pošlji obrazec. Tako da ta funkcija se vklopi v bistvu šele potem, ko jaz kliknem pošlji obrazec. Da je vse te stvari, ki so tukaj vključene, te, kar so tukaj vidne, je to vse stvari, ki so pač že v bistvu shranjene, in če vi ste prišli zdaj do tukaj, vidite, kaj morate še narediti in ne boste v tem trenutku več delali na prijavnici, se lahko avtomatično samo izpišete, pa bo vas vloga počakala z vsemi temi informacijami, ki ste jih zdaj dali noter, za naslednjič, ko boste hoteli delati na njej, a ne. Tako da pač naslednjič spet pridete samo na vstopno stran, se vpišete, se vam bodo potem pač tam dodale, pokazale vse vloge, ki so že nekje v delu, in boste pač lahko nadaljevali, pa šli takrat potem izpolnjevati še vse ostale stvari, ki jih zdaj recimo niste. Mogoče še tale zadeva, ja. Tukaj pri matični številki, ko jo vpišete, morate pol klikati nekam v prazno polje. Če boste kliknili samo enter, ne deluje, ampak morate nujno nekam v prazno polje, zato da se te stvari potem izpišejo in prenesejo. Nažalost, tako to pač funkcionira, ampak to je to. Kakor sem že rekla, če boste imeli kakšne težave s s to aplikacijo, če boste pač rabili pomoč, dajte nas pocukati za rokav, pa bomo šli mi najprej pogledati, ali je kakšna napaka na vaši strani ali je pa kakšna napaka v sistemu, pa če slučajno bi bilo karkoli v sistemu, lahko potem pač to še prilagodimo. Vprašanja? Drugače smo pripravili tudi pač ta PDF z navodili in print screeni glede pač izpolnjevanja tega obrazca oziroma pač tudi same registracije. Tam smo šli res po korakih za vsako stvar posebej, tako da mislim, da vam bo tudi to že na marsikakšno vprašanje odgovorilo, če bi pač ugotovili, da nekaj ne štima ali pa da se vam kje kaj zatakne. Drugače pa ja, je to. Drugače pa ja, dajte nas pač pocukati za rokav, pa bomo skupaj šli čez stvari. En lep dan vsem skupaj, pa srečno.